Skoraj 2 tedna testiramo tele avtomobile in z vsakim sem bil najmanj 2-krat že pri polnilnici. Rabijo džusek, ja. No in že to je dober pokazatelj, da so drugačni kot pa sicer. A ćemo zagristi v tole jabolko zdaj. Na srečo je sladko. BMW že pri skoraj vseh svojih modelih ponuja vsaj hibridne različice, pravi štromar pa je zaenkrat samo tale i3. Oblikovno je pravi posebnež, enako velja za njegovo arhitekturo. Se pozna, da je že v štartu načrtovan kot električno vozilo, zato na dokaj majhnih gabaritih ponuja ogromno prostora. Tale enormna armaturka me vedno znova preseneti. Pospešuje zelo odločno, ampak je hkrati precej trd in na slabih cestah poskakuje, česar mu ne štejemo prid. Tudi njegova cena ni poseben nadut, ampak če odštejem še 7500 evrov subvencije, potem cena vseeno malce manj zaboli. Z novo 42-kvrno baterijo lahko realno prevozi okrog 260 km, na hitri polnilnici bo 80% poln v 42 minutah, doma pa na navadni vtičnici v okrog 20 urah. Pogon je speljan na zadnji par koles in ob 125 kW motorju, to pomeni, da je zadek precej živahen. Hyundai je svojo elektromobilnost zastavil zelo resno. Kona je eden od avtomobilov z največjo baterijo pri nas. Ok, Tesla ima še večjo, ampak večina ostalih ima manjšo. Tole je prvi resnejši korak k temu, da je električno vozilo uporabno tudi za tiste, ki dnevno prevozite več kot 200 km. Sam bi ga za pot v službo iz Kranja do Ljubljane polnil samo enkrat tedensko, iti na dopust s 300 km dosegom, pa tudi ni noben bav. Pač polniš na avtocesti na hitrih polnilnicah. Prostora je dovolj, zato bo ok tudi za družinsko rabo, pospešuje pa tako dobro, da bo foter dolgo navdušen. Jasno, če ima pa 150 kW moči, kar je več kot 200 konjičkov. Na našem testu je povprečno porabil slabih 17 kW, kar ni najmanj, je pa res, da že sama baterija tehta 445 kg in to maso je pač treba voziti s seboj. Edini pomislek imam pri dokaj šibkem vgrajenem polnilniku v avtomobilu, ki ne omogoča hitrejšega polnjenja kot 7,2 kW, kar pomeni v bistvu 10 ur, če imate hitro polnilnico z izmeničnim tokom. Na navadni vtičnici potrebuje kar 30 ur, z enosmernim tokom pa jo boste polnili lahko kar z 80 kW. Če vas bolj mika klasična limuzina, je drugi Hyundaiov adut Ioniq. Eden najprijetnejših električnih avtomobilov nasploh je tole zelo umirjen, zelo udoben. Tukaj ima vgrajen polnilnik le 6,6 kW, zato hitrejše polnjenje odpade, razen seveda na enosmernem toku super hitrih polnilnic. Baterija je več kot polovico manjša od tiste v Koni, zato je tudi avto seveda cenejši, smo pa v praksi z njim še vedno prevozili okrog 200 km. Se pozna, da bistveno bolje reže zrak in porabi manj goriva. Manj kot 30 tisočakov vas bo stal, kar je skoraj enako kot i30 Fastback z 1,4 litrskim motorjem in le malce večjo močjo. Ker pa tukaj vse skupaj poganja elektrika, pričakujte zelo odločne pospeške. Nissanom Leaf ima svoj vrsten odnos. Všeč mi je zaradi zanimivega izgleda in več kot 400 litrskega prtljažnika, pa zaradi večje baterije kot včasih, čeprav ji še vedno malo manjka. No, zelo pa me je navdušila tale funkcija e-pedal, kjer potem lahko avto vozi z eno samo stopalko. Zadeve se je sicer treba precej navaditi, ampak deluje super. Mi pa po drugi strani Leaf ni tako všeč, ker je občasno nervozen med vožnjo, ker sta sprednja stebrička tako zelo široka in je potem preglednost slaba in poraba elektrike niti ni tako majhna. Trenutno 17 kW, po zimi krepko preko 20. Pa zmotijo me recimo stvari, kot je slaba kamera zadaj, pa navadne žarnice namesto ledic, če smo že v modernem električnem avtomobilu, a ne? Uporabnih 37 kWh pomeni okrog 200 prevoženih kilometrov, zato raje priporočim Leaf z večjo baterijo, pride kmalu. In tudi tukaj z izmeničnim tokom ne boste polnili hitreje kot 6,5 kW. Podobno tehnologijo najdete tudi v tem avtomobilu Renaultu Zoe. Všeč mi je, ker je malce bolj prefinjen znotraj in deluje manj ceneno in manj načičkano od Leafa.
Je pa manjši, samo malenkost je večji od Clio in bo težko dobra izbira, če potrebujete družinski avtomobil. Baterija ima kapaciteto 41 kvur, ampak je porabil malce manj, zato okrog 250 km doseg ni nobena težava. Cena takšnega je slabih 30 000 in če potem odštejemo še subvencijo, pridemo na komaj kaj več kot 20 jurjev. To je super cena, ampak je treba upoštevati, da baterija tukaj ni všteta in boste zanjo plačevali najmanj 60 € na mesec. Za en rezervoar Clio ali pa Capturja na mesec, recimo. Všeč mi je oblika, vožnja je dovolj udobna in tudi tukaj me motita malce preširoka stebrička A, zaradi katerih se slabše vidi ven. Tole je pa s 3,5 metra dolžine najmanjši predstavnik tokratnega šopka, Smart EQ44. Primeren je za tiste, ki se vozite predvsem po mestu in v tem trenutku se mi zdi celo najbolj smotrna izbira. Mesta imajo zaradi prometa pogosto slab zrak in ponekod že veljajo prepovedi, zato je tole odlična alternativa. V električni izvedenki sploh ni izgubil svoje nore okretnosti, niti prostornosti. Vgrajena baterija je sicer velika oziroma majhna, samo 17,6 kWh, kar je dovolj za 100 do 120 prevoženih kilometrov, ampak bo glede na statistike povsem zadostovalo vsakodnevnim potrebam. Brez težav se lahko zapeljete v službo iz Kranja do Ljubljane, pa bo še ostalo dovolj elektrike za skok v štacuno. Polnili ga boste z največ 4,6 kW, zato predlagam doplačilo še za hitri 22 kW polnilnik, stane manj kot tisočak. In potem bo baterija polna tako hitro, da se bo kar izkrilo. No, pretiravam, 1 uro bo trajalo. 60 kW moči se sliši malo, ampak je v tem avtu kar veselo. Za konec pa še Golf. Ne, boste rekli nekateri, ampak za razliko od i3 je čar tega avtomobila ravno v tem, da ni poseben. Nekateri pač nočejo izstopati ali pa se navajati na nekaj povsem drugačnega, so pa radi v stiku s sodobnostjo. Znotraj je praktično enak kot dizelski ali pa bencinski Golf in skoraj tako se tudi pelje, le malce trši je zaradi večje mase. Motor ima 100 kW moči, kar je dovolj za omejenih 150 km/h. Mimogrede, vsi štromari so omejeni pri največji hitrosti, da se motori ne bi pregreli, so pa zato odlični pri pospeških. Tudi ta se do stotice požene v manj kot 10 sekundah. Realen doseg je nekje slabih 200 km, na izmeničnem toku se polni z do 7,2 kW, na enosmernem pa je baterija v pol ure polna do 80%. Čeprav je na oko najbolj dolgočasen in navaden v tokratni druščini, pa v bistvu cenim, da čisto vse štima in da je brez nepotrebne navlake. Sprejete imamo vse strateške dokumente, ki smo jih morali sprejeti tudi na osnovi EU. Pripravljeni smo, vemo, kaj moramo narediti, vemo, kaj nas tišči, kar 51% vseh izpustov je iz prometa in tukaj moramo nekaj storiti. Električna mobilnost rešuje veliko perečih težav Slovenije, od čistosti zraka dalje. Mislim, da vsakdo, ki naredi več kot 100 km na delovni dan, ima že danes lahko koristi od električnega avtomobila. Če vzamemo dejstvo, da je v srednjem delu Slovenije 28% več delovnih mest kot delovno aktivnega prebivalstva in da se je Slovenija v zadnjih 15 letih razvila v spalna naselja vzdolž avtocestnega križa, kar seveda vidimo vsak dan na jutranjih prometnih konicah na avtocestah, nam je seveda jasno, da je teh, ki naredijo na dan več kot 100 km v eno in drugo smer v Sloveniji ogromno in se pravi tistih, ki bi že danes imeli koristi od električnega avtomobila, je seveda prav tako ogromno. Tokratni veliki primerjalni test Prima je bil še posebej zahteven, ker smo morali na marsikaterem področju odkriti toplo vodo. Ja, strokovnjakom je marsikaj jasno, laikom pa ne, zato je bilo treba stvari razčistiti. Avti imajo različne načine polnjenja, celo različne priključke, imajo pa vsi zelo podobno baterijo. V 10 letih je avtoindustrija, pa sploh industrija komponent za električne avtomobile naredila velik korak naprej.
Še najbolj je težava pri rudarjenju, se pravi redkih zemelj, pa tudi dragih kovin, ampak mislim, da tudi tam avtomobilski proizvajalci z nekim zavezanostjo k visokim etičnim merilom to odpravljajo in mislim, da poskrbijo, da tega je vse manj ali pa praktično ne več. Kar se pa tiče same proizvodnje baterij, je najboljši dokaz temu Gigafactory Tesle, ker praktično vso energijo, ki jo potrebuje za proizvodnjo, proizvede iz sončnih panelov in je praktično ogljično nevtralna ali pa brezogljična proizvodnja baterij za električne avtomobile. Renaultova vozila, električna vozila uporabljajo litij-ionske baterije proizvajalca LG. Zoe kot naš najbolj prodajan avto omogoča polno izkorišča do 22 kW moči polnjenja, kar pomeni, da na teh polnilnicah, ki so najbolj pogoste v mestih, lahko polno izkoristimo moč polnjenja, kar pomeni, da se sorazmerno hitro napolnimo. Q-verzija še zmeraj polni na AC, ampak ta pa omogoča tudi do 43 kW na teh hitrih polnilnicah na avtocestah. Baterija pri LIF-u bazira na litij-ionski tehnologiji, je montirana pod samo vozilo, je sestavljena iz večjih elementov in omogoča 40 kWh kapacitete. Ta baterija omogoča 3 različne načine polnjenja. Prvi je čist navaden klasičen preko domače vtičnice, potem imamo drugi, bolj hitrejši način preko javnih polnilnic. Ta omogoča do 6,6 kW naenkrat polnjenja. To je v bistvu baziran na dvosmernem toku, potem imamo pa še polnjenje preko enosmernega toka, ta pa omogoča do 50 kWh prenosa energije naenkrat. Standardna baterija pri Hyundai vozilih je litij-ionska polimerna, torej s polimernim elektrolitom. Proizvajalec je pa skupno podjetje, ki sta ga ustanovila Hyundai Mobis in LG Chemical. V osnovi sta dva načina polnjenja, torej z enosmernim tokom ali pa z izmeničnim. V avtu je priložen kabel za polnjenje na šukov vtičnico, kar je sicer manj primerno. Najboljše je, če si stranka umisli polnilnico, domačo polnilnico. BMW i3 je uporabljena litij-ionska visokonapetostna baterija, sestavljena je modularno iz celic, obdaja pa jo trdni aluminijasti okvir, predvsem zaradi varnosti v primeru nesreče. Baterija je pozicionirana na dnu vozila, predvsem zaradi varnosti, po drugi strani pa zaradi nižjega težišča in posledično agilnosti vozila. Z BMW i3 lahko polnite na javnih polnilnicah, to se pravi na polnilnih postajah AC tipa z izmeničnim tokom ali pa polnilni postaji DC tipa z enosmernim tokom. Se pravi največja polnilna moč 50 kW ali na AC postaji 11 kW. Doma pa lahko polnimo s priloženim standardnim polnilnim kablom na gospodinjski vtičnici ali pa s pomočjo BMW i Wallboxa. Pri Golfu je uporabljena litij-ionska baterija, se pravi litij-ionske celice so nameščene po modulih. Modulov je več skupaj, da dobimo želeno napetost. Imamo dva načina polnjenja. Na izmenični tok avto polnimo do 7,2 kW, se pravi 4 do 16 ur, ali ultrahitro polnjenje do 50 kW, to je pa enosmerno polnjenje. In je avto polnjen do 30 minut. Električni Smart je opremljen z visokonapetostno litij-ionsko baterijo, grajeno v 3 modulih z 96 celicami, omogoča kapaciteto 17,6 kWh. Omogoča 3 načine polnjenja, to je preko domače vtičnice, preko doma vgrajene polnilnice ali preko javne polnilnice. Omogoča tudi polnjenje preko hitrih javnih polnilnic. Polni lahko pri največji moči 22 kW. Garancija pri vseh Hyundai vozilih je 8 let ali 200 000 km. Sodobne litij-ionske baterije, namensko delane za električna vozila, naj bi vzdržale po industrijskih standardih tudi 2-3 tisoč ciklov polnjenja. Pa če vzamemo, da bi naredil s tem 200 km, je to 600 000 km. Tako da pričakujemo, da bo baterija vzdržala življenjsko dobo avta, kar so nenazadnje tudi izkušnje drugih proizvajalcev. Baterija načeloma bi mogla zdržati celotno življenjsko dobo avtomobila. Zdaj izkušnje kažejo, da danes so avtomobili nekje na cesti 7 let, da bo to zdržalo 10 let in več, tako da načeloma ne vidimo težav pri baterijah.
Naša vozila imajo baterijo 8 let v garanciji, v tem času se kapacitete baterije ne bi bistveno spremenila. Zdaj, to je tako zelo težko točno definirati, zdaj je veliko faktorjev v smislu vremenski pogoji, kolikrat hitro polnimo vozilo, tip voznika in podobno, ampak mi imamo nekje 8 let garancije na kapaciteto baterije, se pravi v 8 letih kapaciteta ne bi smela pasti pod 75%, tako da lahko rečemo, da je v bistvu življenjska doba vsaj 8 let oziroma še več. Ni problem v baterijah. Baterije so narejene zelo dobro in tudi ne crkavajo tako hitro, kot eni mislijo. Po 200.000 km praktično nobena ne odmre in še ko odmre, ima potem lahko drugo življenje v baterijskem zalogovniku. So pa seveda tudi druge okvare na električnih vozilih, to se pravi skrb mehanikov, da bojo brez dela, je odveč. Proizvajalec vedno poskrbi za to, da so okvare in da ko mine garancijsko obdobje, mesec potem imate okvare. To proskrbijo, ne samo pri avtomobilih, tudi pri drugih stvarih. Mi pri Renaultu imamo ta tako imenovan program Second Life, se pravi drugo življenje za te baterije. Ko baterija odsluži svoje v vozilu, se pač takrat vzame ven, pošlje nazaj v Francijo, pa imajo oni cel projekt, kako to narediti. Tovarne so naše BKN opremljene s sončnimi paneli, se shranjuje energija v teh baterijah in potem služijo za osvetljavo. Druga je za postavljanje polnilnic na nekih odročnih mestih, ker pač elektrika tega ne dopušča. Baterijski moduli so lahko recimo uporabljeni kot zbiralniki sončne energije. Zdaj, načeloma se jo reciklira po predoločenih pogojih, teh okoljevarstvenih zahtevah. Imamo pa tudi še več različnih projektov, ki so še v teku, ko bi to baterijo ponovno uporabljali, predvsem za neko domačo uporabo kot neko dodatno shranjevanje baterije. Imamo pa tudi projekt Porto Santo na Madeiri, ki je pa neko toček, kjer so v bistvu probajo narediti otok neodvisen od elektrike in pač naredijo cel ekosistem, delajo na podlagi teh odsluženih baterij. Zanimivo je, da ljudi ne skrbi to, kaj se dogaja z motornim oljem, pa kaj se dogaja s katalizatorji, pa s temi stvarmi, ker je res kupenih strupenih snovi. V sodobnih baterijah ni neki, ne vem kaj, strupenih snovi, je pa veliko vrednih snovi. To pomeni, vedno, ko imate v odpadku vredne stvari, je vedno prije do reciklaže, ker se vedno splača reciklirati, tako da baterije se bo itak 100% reciklirale. Nekje pri 10% bo zmanjšana moč motorju in kmalu zatem se bo izklopila tudi klimatska naprava. Zdaj, pri 0% se bo avto seveda ustavil. Vedeti je pa treba, da takrat baterija dejansko ni na 0%, ker to bi litij-ionsko baterijo lahko uničili, ampak ostaja neka rezerva, nekih 5%, tako da avto se enostavno da polniti. Pri 0% napolnjenosti lahko mi še vedno ponovno postavimo stik in zapeljemo še 100 do 300 metrov in tako varno vozilo maknemo za cestišča. Stranka lahko pokliče brezplačno BMW mobilno asistenco, ki reši nastalo situacijo. Prav, ko smo zelo bližamo 0%, že omeji končno hitrost, zmanjšati neke pospeške, odzivnost vozila. Čist na koncu pride ta tako imenovan turtle mode oziroma nek premikanje želve, zelo počasi se premika, potem se nekje ustavi. Pol imamo pa dve opcije. Zdaj po eni opciji v roku parih minut se bo ga dal avto spet zagnati, pa bo imel še kapacitete za 2-3 km, tako da se odvlečeš nekam na varno oziroma do neke polnilnice. Druga opcija imamo pa mi tudi z Renault asistenco, se pravi Renault pomoč. Se pokliče, te pridejo našlepati, odpeljejo do najbližje polnilnice in to se ti lahko zgodi 3-krat na let, kljub temu, da je bila to v bistvu tvoja malomarnost, da si ustal na cesti brez baterije. Naša vozila imajo tako, da recimo avto ti lahko dvakrat zasilno zaženeš. Se pravi, prvič, po vklopu kontakta avto lahko prestavimo za nekaj 100 metrov, drugič, da ga umaknemo s ceste. Za naše stranke pa tudi ponujamo dvakrat v času lastništva vozila, brezplačno dostavo vozila do neke polnilnice. Letno vzdrževanje takšnega avtomobila različno, zdaj odvisno, koliko kilometrov delamo, ampak nekje bi lahko rekli v povprečju 90 € na leto, če razbijemo ta strošek na letni nivo. Ni motorja, ni raznih filtrov in podobno, tako da v bistvu samo strošek vzdrževanja nekje 60 do 70 € na leto. Nekje 50 € plus DDV, na vsake 2 leti mogoče menjava filtra klime, pa če računamo še občasno demontažo zavornih ploščic, čiščenje, mazanje, bi rekel manj kot 100 € letno. Letnega izračuna nimamo, 5 let ali 100 000, približno 400 do 500 €. Letno vzdrževanje stane od 80 do 90 € na leto, kar je bistveno nižje kot pri navadnem motorju. Za BMW i3 obstajajo 4 paketi, naprimer paket Service Inclusive 5 let ali 100 000 km,
kar nastopi prej, stane 589 evrov. Vsem, ki razmišljajo o to, da bi pač električno vozilo enkrat imeli tudi doma, prva stvar, ki jo lahko rečemo, pač si morajo na nek način zagotoviti nek varen način polnjenja. Zdaj, če bomo polnili preko šuko polnilnice, se da, ampak na dolgi rok ni varno. Predlagamo vsaj neko nadometno vtečnico z neko varovalko, še boljš pa nek tako imenovan wallbox oziroma domačo polnilnico. Po posvetu prodajnega svetovalca seveda se bo možno dogovoriti, da bo nek strokovnjak se oglasil doma, kjer bo pregledal domačo infrastrukturo, kaj vse bo potrebno narediti, da se bo namestila polnilna postaja. Torej, kje so težave? Težave so v sami napeljavi v hiši, lahko če je starejša, pa seveda priključna moč. Ta ne bi bila vsaj 3x25 amperov, če je manj, boste imeli počasno polnjenje. Pametna polnilnica bo merila porabo na tisti fazi, na kateri je polnjenje vozila. Na tisti fazi naj ne bi bilo kuhalnih plošč, pralnih strojev in podobnega. Se mi zdi, da pa čedalje več ljudi, ki bi mogoče radi vozili električen avto, ima pa pomisleke zaradi tega, kje bi ga polnili. Zdaj, če si ti lastnik hiše oziroma imaš neko lastniško parkirno mesto, je to še relativno lahko rešljivo, ker si pač tam zadevo urediš, kot si zamislil. Če si pa pač v neki večstanovanjski hiši, pa postanejo zadeve zapletene. Že zaradi tega, ker imamo različne sisteme polnilnic, ker recimo mesto, kot je Ljubljana, ima določen del polnilnic, kjer je polnjenje brezplačeno, potem pridejo tam polnilnice, ki so pač dražje, ampak v vsakem primeru, če je tvoja prva polnilnica najbližje, recimo 2-3 km stran, to predstavlja že kar logistični zalogaj. No, najprej je seveda veliko lažje, če imamo stanovanjsko hišo in lahko avtomobil polnimo doma. Tudi, da lahko potem seveda na teh javnih polnilnicah samo še nekako dopolnjujemo kapaciteto baterije. Če pogledamo obvezo prvega mejnika 2020, bi moralo biti na cesti v Sloveniji 11.000 baterijskih in električnih vozil in priključnih hibridov. Lani, 31.12., pa smo jih imeli samo 1700. Se pravi, da je tukaj v letu pa pol registrirati novih 10.000 avtomobilov bo izjemno težko. Tako da vidimo, da vse imamo pripravljeno, vse vemo kako in zakaj, samo ne vemo, samo naredimo tega ne. Pa gotovo bo mogla tudi država narediti svoj del naloge v smislu nekih spodbud ali pa nekih kazni za lastnike klasičnih avtomobilov. Morda ta hip še ni pravi čas za električne avtomobile, ampak se vse skupaj dogaja zelo hitro, lahko rečem kar svetlobno hitrostjo. Število električnih polnilnic trajno narašča, imamo car sharing električnih avtomobilov, plus tega samo letos pričakujemo prihod kar 7 novih električnih modelov, prihodnje leto pa gotovo še več. Kdaj boš ti kupila prvi električni avto? Jaz mislim, da še nekaj časa ne. Lahko se zgodi nek neverjeten napredek, pa jih bomo imeli res za nek dostopen denar ali pa primerljiv denar današnjim dizelskim avtomobilom v roku 2-3 let, ampak če se to ne bo zgodilo, jaz mislim, da bom še kar malo počakala. Mislim, da v roku 2 let. Jaz bi rekel, da nikoli. Zakaj ne? Ker nima zvoka. Ko se bo vse poklapalo, ampak za vsak slučaj bom kupil še enega V8 starodobnik. Ko bom v to primoran, nič prej. Tokratni veliki primerjalni test Prima ni prinesel zmagovalca, ker smo v bistvu vedeli že pred samim začetkom. Skupaj smo namreč postavili avtomobile, ki med seboj niso neposredno primerljivi, smo pa vseeno želeli narediti en tak presek vsega električnega na trgu, z izjemo tistih najdražjih modelov. Samo zaradi prihranka pri gorivu se nakup električnega avtomobila ne splača. Nabavna cena ne odtehta prihranka, če dnevno ne prevozite vsaj 100 km. Podobno je bilo včasih, ko ste nekateri kupovali bistveno dražje dizelske motorje, zato da bi šparali potem pri gorivu, pa tudi ni imelo smisla, če ste prevozili malo kilometrov, a ne? Na Geniju imamo kar pester vozni park, imamo Ionika, Hyundai Ioniq, imamo Hyundai Kona, imamo Model S pa Model X Tesla, Nissan Leafa in veliko tudi priključnih hibridov. Na sebi bi radi izkusili uporabniško izkušnjo, ki jo imajo ljudje, radi bi se približali ljudem in potem iz te uporabniške izkušnje črpali pravilne rešitve, ki bi jih potem pomagali ljudem v sami implementaciji. Lahko povem, da je z stališča uporabe avtomobilov precej nepomembna cena oziroma eden ali pa drugi razred. Seveda imamo nekaj več udobja v višjih razredih,
glede same uporabe, polnilne infrastrukture, polnjenja in pa dosega, tudi nižji razredi že dosegajo nivoje, ki jih imajo višji razredi. Če damo recimo primer, Hyundai Kona je zelo v primerjavi z samim dosegom in pa uporabo in celotno uporabniško izkušnjo izredno že primerljiva z naprimer dražjim avtomobilom, kot je to recimo Model S Tesla ali pa Model X Tesla. Elektromobilnost v Sloveniji, tudi širše v Evropi, je precej v začetni fazi. To se treba zavedati. Tudi zaradi tega mi ne testiramo samo avtomobilov, ampak celotne polnilne infrastrukture, tako doma kot javne, kjer bi radi uporabnikom približali in pa pomagali dejansko ne samo z nasveti pri inštalacijah, ampak tudi damo dosti poudarka na interoperabilnost med samo avtomobilsko industrijo, finančno industrijo in pa energetsko industrijo. Vse omenjene industrije bodo mogle tesno sodelovati zato, da bo uporabniška izkušnja in uporaba teh avtomobilov boljša, kot je danes z konvencionalnimi oziroma vozili na konvencionalna goriva. Obstoječi avtomobili imajo kar nekaj že slabosti in tudi prednosti. Kot eno najbolj neprimernih stvari bi opozoril na to, da večina trenutno avtomobilov, ki so na trgu, ima enofazne 7 kW polnilce, ki pa niso fajn za naše električno omrežje, to je razvito za ameriško in japonsko električno omrežje. Tako da tle bi izpostavil avtomobile s trofaznim polnilcem, to je recimo BMW, pa mislim, da je tudi Smart. Te imajo določeno prednost pri polnjenju, predvsem doma. Zato, ker manj obremenjujejo posamezno fazo, to je koristno tako iz strani domače uporabe, da ne preobremeniš varovalke, kot tudi iz strani obremenitve omrežja. Sedaj pa treba povedati še druge prednosti. Eni avtomobili imajo cenovne prednosti, eni avtomobili imajo neverjetno učinkovitost, recimo Ioniq. Tako da eni so cenovno bolj ugodni, kot je recimo Leaf, eni so cenovno manj ugodni, kot je BMW, glede na to, kaj dobi za svojo ceno. Tle mora vsak sam zbrati. Trenutno stanje niti ni tako slabo, kot se govori, predvsem zato, ker če upoštevate kupno moč, potem smo mi, ne bom rekel pred Norveško, smo pa sigurno pred Nemčijo po številu avtomobilov na prebivalca. Treba je upoštevati to, da so avtomobili električni dragi in naša kupna moč ni toliko visoka. Zaprav smo kar precej zavedni in veliko dajemo na to. Pa je pa treba vedeti še to, da Evropska unija recimo ima skoraj sovražen odnos do polnjenja električnih vozil, zato ker trenutno je tistih 5 kWh ali pa 20 kWh elektrike edina dobrina, ki jo ne moreš kupiti z bančno kartico ali pa z gotovino. Se pravi, če bi se peljal tukaj do Danske ali pa do Nemčije, bi rabil za eno škatlo raznih kartic, ker ima vsaka evropska vas svojega dobavitelja in svojo kartico. Če bi upoštevali zgolj številke, bi bil zmagovalec tokratnega testa Nissan Leaf, ker za svojo ceno ponuja največ. Za mesto logično je daleč najboljši Smart EQ, ki v bistvu niti nekaj dosti dražji od navadnega. Tisti, ki boste delali veliko dolgih poti, boste izbrali Kono Electric, za tiste, ki bi imeli nekaj ekstravagantnega in hitrega, bo BMW i3. Kdor bi želel imeti pa klasično uporabo na avto, bo zadovoljen z Ioniqom ali pa e-Golfom. Vidite zdaj, kam pa stacom moli, a ne? Z nakupom električnega avtomobila si boste odprli še kup enih vprašanj in najpogostejši bo, kako boste tisto spravili sem noter, zato bo v vsakem primeru treba kupiti še nekaj takšnega. V privat bajtah to ne bo poseben problem, če boste prej malce preverili omrežje, v blokovskih naseljih tam bo pa treba malce bolj zavihati rokave, pridobiti kakšno soglasje, pa dovoljenje, kaj skopati, mogoče zazidati, no in na koncu bo moral to nekdo tudi plačati. Ampak prej slej bo treba, jaz predlagam prej.